Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, seveda lep pozdrav tudi gledalkam in gledalcem. Lep ta poletni popoldne v našem muzeju. Današnje popoldne oziroma ta zgodnji večer bomo preživeli z eminentnimi gosti na temo, ki jo vidite pred sabo, torej od Brionske deklaracije do mednarodnega priznanja Republike Slovenije. Za začetek bi predstavil, sem rekel, res eminentne goste, torej prvega predsednika Slovenije, osamosvojitvene vlade gospoda Lojzeta Peterleta, prvega zunanjega ministra Republike Slovenije, dr. Dimitrija Rupla, in pa moderatorja, pa ne samo moderatorja, tudi uvodničarja v današnjo popoldne, magistra Igorja Senčarja. Jaz bom mogoče za uvod povedal samo 2 besede ali pa 3 stavke. Da boste nekako tisti, ki ste malo starejši, pa seveda tudi tisti, ki ste malo mlajši, vedeli, kako smo se počutili pripadniki teritorialne obrambe po tistem, ko smo zvedeli, da so naši vrli politiki sprejeli, podpisali, o tem bodo več povedali kasneje, sploh pravzaprav ne vem, kaj so naredili, verjetno se dogovorili o tem Brionsko deklaracijo. Nismo nič podpisali. Torej, mi smo takrat to Brionsko deklaracijo kot pripadniki teritorialne obrambe doživeli kot izdajo. Moram reči, da smo takrat poslušali radio v tistem jutru, zvedeli, kaj vse so se politiki dogovorili in med nami je v bistvu završalo. V smislu, torej, mi smo zdaj 10 dni se borili za to, da smo zavarovali to našo samostojnost, zdaj so pa naši politiki spravili zadevo tja, kamor je bila pred našo vojno. Kasneje se je izkazalo, da temu ni tako. O tem bo verjetno več povedal gospod Peterle in pa dr. Rupel. Upam, da bo povedal tudi kaj o tem, ali dejansko smo to Brionsko deklaracijo spoštovali, tako kot je bila sprejeta, ampak na koncu se je vendarlo izkazalo, da je tudi ta Brionska deklaracija bila pomemben del naše kasnejše mirne poti v odhod Jugoslovanske ljudske armade in ne nazadnje v mednarodno priznanje Slovenije. Vsem skupaj želim en prijeten popoldne in spoštovani govorniki, magister Senčar, beseda je vaša. Hvala lepa in lep dober dan. Jaz bi uvodoma samo podal en kratek mednarodno politično okvir tistega obdobja, ki je bilo zelo zgoščeno v smislu dogajanj, začenši z padcem železne zavese, in tiste dogajanja so temeljito spremenila pričakovanja, pa tudi nekakšno soglasje o vrednotah, ki naj oblikujejo in utemeljijo novo Evropo. V novembru 1990 so v okviru helsinškega procesa in konference o varnosti in sodelovanju v Evropi oblikovali en zelo pomemben dokument, ki se je imenoval listina o novi Evropi ali pa Pariška listina, glede na to, da je bil ta dokument sprejet na zasedanju v Parizu. In v tem dokumentu so se vse evropske države, zraven pa še Kanada in Združene države Amerike, in če pravimo evropske države, to pomeni vključivši Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo, zavezale k vrednotam nove Evrope, in med njimi so, da je edina oblika vladavine, ki je sprejemljiva in za uveljavitev katere si bodo vse prizadevale, je demokracija. Med načeli, ki so pa še posebno pomembna bila za tale kontekst, v katerega postavljamo današnjo razpravo, je pa pravica do samoodločbe. Narodi imajo pravico do samoodločbe, seveda je zraven neko drugo načelo, ki uravnoteža to prvo načelo, in to je nekakšno tudi seveda spoštovanje ozemeljske celovitosti,
pa načela dialoga, solidarnosti, spoštovanja človekovih pravic in pravic manjšin. Poleg tega se je pa v tistem času, malo kasneje, končevalo pogajanje znotraj Evropske gospodarske skupnosti o novi pogodbeni podlagi, tako imenovani Maastrichtski pogodbi, ki je začrtala neko bistveno višjo ambicijo 12-terice, ne več samo na področju ekonomskega v širšem smislu sodelovanja, ampak tudi na področju zunanje politike, notranje politike in pravosodja, zlasti je tu vprašanje bilo azila in migracij. Ampak na področju zunanje politike je bila oblikovana tako imenovana oziroma načela skupne zunanje in varnostne politike. In v bistvu je bila kriza v Jugoslaviji nek prvi test te evropske politike. Poleg tega je pa v tistem času bila še, ko se je začela v bistvu kuhati kriza, ki je potem izbruhnila kot vojna v Jugoslaviji, najprej vojna proti Sloveniji, potem Hrvaški in še naprej, je bila pa ta zalivska vojna kot odgovor na okupacijo Iraka. Irak okupiral Kuvajt. In v bistvu je bila mednarodna skupnost, sploh ključne države, so bile zelo okupirane z to zalivsko krizo. Na drugi strani Sovjetska zveza v bistvu doživljala zelo velike premike v sami sebi in se soočala v bistvu tudi z negotovostjo njene prihodnosti. In zanimivo, ko se je Evropska unija angažirala oziroma začela angažirati v krizi, ko je JLA napadla Slovenijo, je Jacques Pos na podlagi vsega tega rekel, to je zdaj ura Evrope oziroma trenutek Evrope. Češ, Evropa je soočena z nalogo, da sama uredi ta problem. Jaz bi dal za kratek uvod. Tole mogoče samo še kot en tak post festum, kakor je omenil naš gostitelj, predsednik Hojs, o občutkih, kakršne smo lahko mnogi imeli, ko smo poslušali po televiziji ali pa po radiju poročila o dogodkih na licu mesta v Brionih. Je pa meni leta 2010 v Bruslju moj tedanji kolega, veleposlanik Luksemburga, Christian Braun, ki je bil tedaj v spremstvu Jacquesa Posa, rekel, veš, ko sem opazoval vašo delegacijo, sem razumel, v kakšni stiski je bila, ampak sem videl, kako so v bistvu razumeli ta dogodek kot priložnost, ki ga je potrebno izkoristiti, sprejeti tisto, kar je bilo ponujeno, vedoč, in on je rekel, jaz sem se zavedel, da so pri sebi vedeli, da bodo to spoštovali, kolikor je potrebno, in zagotovili maksimalno obrambo interesov Slovenije v tem, kar bodo počeli v tistih 3 mesecih predvidenega moratorija izvajanja vseh dotedanjih osamosvojitvenih korakov. Jaz bi s tem uvodom predal najprej besedo gospodu Lojzetu Peterletu, tedanjemu predsedniku vlade, in mislim, da bi bilo zelo fino kot en uvod v našo razpravo, če bi lahko kot tedanji predsednik vlade osvetlil vso
dogajanje znotraj Slovenije in vse priprave in vse, kar se je dogajalo, namreč naredili smo ogromno korakov, za katere so potem evropski partnerji nekako sugerirali, naj se začasno zaustavijo. Gospod Peterle, beseda je vaša. Hvala lepa, Igor. Hvala lepa za to priliko. Mislim, da je prav, da se spominjamo ne samo posledic Brionske deklaracije, ampak bi rekel tistih čejev, brez katerih do Brionov midva z ministrom Ruplom ne bi niti prišla. In 89. leto pomeni, po mojem mnenju, vstop v zgodovinski politični finale do končne osamosvojitve. Mi smo imeli med obema vojnama izraze po slovenski državi, smo imeli punktacije, smo imeli razne izjave. Po vojni je bila ta ideja živa v Sloveniji, zunaj nje, bila je v emigraciji tudi revija s tem imenom in tako naprej. Skratka, leto 1989 je pomenilo prestop iz sanj in deklaracij, želja, pričakovanj v politični projekt in s tem mislim, da se treba spomniti Majniške deklaracije, ki so jo sooblikovale nekatere pomladne stranke. Tukaj lahko dr. Rupel pove še veliko več, ker je bil direktno angažiran v tem poslu kot oblikovalec te deklaracije. In ta deklaracija je pomenila politično izhodišče oziroma programsko linijo Demosu, ki je nastal jeseni istega leta. S tem smo se približali političnim pogojem, ker brez političnega orodja takega cilja ne moreš doseči. Torej, mi smo se takrat pri Omanu zmenili, da gremo v Demos, in stranke so to potem potrdile. V začetku leta smo postavili oziroma predstavili skupni program in vedlo se je že prej seveda, da je osamosvojitev in demokratizacija, da je to dvoje bistvo Demosovega političnega programa. In tukaj moram po prvih demokratičnih volitvah, na katerih je Demos s tem programom zmagal, s tem smo prišli tudi končno do političnih okoliščin oziroma pogojev, ki so omogočili uresničitev tega največjega narodno-političnega cilja. In spominjam se odločitve oziroma mnenja Ustavnega sodišča, mislim, da je to bilo iz leta 1999, ki je dejalo, da se je resnična osvoboditev zgodila oziroma da je bila bistveno za to, da je bil prevzem tudi izvršilne oblasti, ne samo zakonodajne. Jasno je, da je oziroma vemo, da je vlada prevzela operativno težo osamosvajanja, pripravlja tudi zakone in tako naprej. In tukaj je treba povedati, da je 15. maja Jugoslovanska ljudska armada izdala ukaz o odvzemanju orožja Slovenski teritorialni obrambi, kar se je dogajalo prav na dan izvolitve nove vlade, ko stara vlada ni bila več operativna, nova pa še ne. Bela knjiga o teh zadevah jasno govori, kdo je kaj podozel, kdo je kaj vedel. In jaz spadam med tiste, ki menijo, da se je vojna za Slovenijo začela takrat, ko smo mi vstopili v projekt osamosvajanja golih rok. In naj se spomnim tudi, da smo dan kasneje začeli priprave na obrambo. Če tega ne bi storili, ne bi mogli
pol leta kasneje predstaviti prvega postroja v Kočevski Reki, ki je dejansko pomenil slovensko vojsko. S tem smo želeli pokazati, da mislimo s plebiscitom resno, da smo pripravljeni zavarovati našo voljo po svobodi in samostojnosti tudi na tak način. In če ne bi bilo tako, bi mi verjetno videli drugo sliko tiste dni, ko je takoj po proglasitvi sledil napad. Mi smo bili na to pripravljeni. Verjetno ste že slišali to vprašanje Manfreda Wernerja, nekdanjega generalnega sekretarja NATO, v čem je skrivnost slovenskega uspeha. Odgovor je enostaven. Vedeli smo, kaj se nam zgodi in smo bili na to pripravljeni. In jaz tukaj ne bi govoril o kakšni posebni sreči, nekateri predvsej uporabljajo ta pojem. Treba je bilo biti pripravljen, treba se je bilo bojevati in to zelo zares. In jaz sem seveda vesel, da so bile te priprave tako temeljite, da smo imeli tisti trenutek res obrambno moč na razpolago. In tudi ob tej priliki se s hvaležnostjo spominjam posebej tistih, ki so dali življenja za slovensko osamosvojitev. In takrat, rekel še tega bi se spomnil, junija je bil pri nas, ne vem natančno katerega dneva, predsednik jugoslovanske vlade Marković v družbi z Živkom Preglem. Bila sta malo prej iz Amerike, če nista kar naravnost pripotovala od tam k nam, ne? In rekel Marković, ne bo vam uspelo, ne boste dobili niti enega dolarja, nihče vas ne bo podprl. Mi smo res 26. zvečer stali sami na Trgu Republike z nekaj prijatelji iz Avstrije in iz Italije. Diplomatom so odsvetovali, da bi se kazali tisti dan z nami, ampak tisti dan se je zgodilo to, kar je Lorenz Sigelberger na nek način svetoval na enem pogovoru prej, je rekel do facts, kar jaz prevajam, naredite nekaj, in je rekel and then we will reconsider our position. Amerika, kot smo slišali Bakerja, takrat v Beogradu, seveda kot druge velike sile niso bile temu naklonjene. Torej, od proglasitve oziroma od napada naprej mi nismo bili več sami. Postali smo subjekt, kot subjekt smo se pogovarjali za Evropsko trojko. V njej sta bila dva krščanska demokrata, Van den Broek in Pinheiro, v tesni povezavi z MOK-om, ki je vodil eno tako onih črnih internacional, bil je Jacques Pos z nekoliko drugačnim razumevanjem zgodbe, ampak mislim, da prav tako pomemben del trojke. In tam veste, da smo bili, poleg naju je bil predsednik Kučan, je bil predsednik skupščine Bučar in je bil nekdanji član predsedstva Drnovšek. Mi smo se zmenili, da bo vodil delegacijo najvišji po protokolu, če tako rečem, po funkciji predsednik. In verjemite, da je bilo tudi, da nam ni bilo enostavno. Prvič smo bili v taki zgodbi, če tako rečem. Mislim, da smo se obnašali odgovorno in verodostojno in da smo tako držali tudi dogovor. Je bilo pa zelo pomembno, da je bil Van den Broek kot vodja te trojke, kasnejši komisar, rekel, tudi povsem na liniji tega, kar je rekel, ker Beograd je hotel še določene stvari spreminjati, ne? In on je rekel, ne, držali se bomo do pike zadeve, oziroma rekel je, niti vejce, mislim, da tako rekel, niti vejce ne bomo spremenili, ne? In jaz se strinjam s tem, kar je bilo že rečeno. Ta Brionska deklaracija, ta dogovor je bil pomemben element ali pomembna etapa na naši poti v polno osamosvojitev.
Mi smo se takrat zmenili, da ustavimo za 3 mesece, govorilo se je o moratoriju. Razumem pa to, o čemer je govoril predsednik Hojs, ker če si samo slišal za te elemente, se pravi, da gre vojska nazaj, da deblokiramo in tako naprej. Mi smo imeli takrat 1000 vojakov, koliko ne 6000 ali še več, mislim, smo zajeli. In torej za ljudi, ki so operativno vodili odpor oziroma obrambo, je bila to težka novica. In jaz sem v skupščini, potem ko smo to predstavili 3 zborom, sem tudi branil Kučana, ker mislim, da so bile nekatere ocene, da so šle predaleč. Jaz mislim, da smo tam vsi skupaj držali linijo, kakršna je bila mogoča in se je kasneje izkazala tudi kot prava. Zdaj ne vem, ali pridemo še v drugo fazo, ali... Pridemo tudi v drugo fazo. Ja, tako da ne bi vsega zdaj povedal. Ok, dajmo, ostanemo na Brionih. Hvala lepa. Mislim, da je zelo pomembno tudi to, da se izogibamo nekega retrospektivnega determinizma, kot si upozoril. Danes nekateri rečejo, bila je sreča, nikakor ni bila samo in zlasti nesreča, ampak so bile stvari silno nepredvidljive. Ko sem se jaz pripravljal na tale pogovorni večer, sem preletel nekaj poglavij knjige Spominov Borisa Vajoviča, ki je bil na nasprotni strani. In ko človek tisto prebira, vidi, kako resno so se tudi oni pripravljali in v bistvu nenehno želeli in spodbujali jugoslovansko ljudsko armado k temu, da bi v bistvu zelo trdo obračunala z Slovenci, vključno z uporabo zračnih sil. Hkrati so pa nenehno jadikovali nad tem, kako je vsa zahodna, pa ne samo zahodna, so bili razočarani tudi nad Sovjetsko zvezo, torej vsa skupnost nekako ni na njihovi strani, na strani tega, ker ne bi bil pravi problem Jugoslavije in česar nihče nekako noče razumeti in tako naprej. Torej, šlo je kar zelo zares. A dovoliš na fusnoto k temu, ker si vojska. Torej, jaz sem postal šele kasneje pozoren, da Kolšek kot prvi mož 5. območja, ni poslal vojne napovedi vrhovnemu poveljniku ali predsedniku države, ampak je poslal meni. Jaz bi rekel, ne bi rad pameten za nazaj, ampak ne bom razlagal, zakaj je prav meni poslal, če tako rečem. Zdaj bi pa predal besedo tedanjemu zunanjemu ministru, doktorju Dimitriju Ruplu, tudi z željo, da osvetli seveda tudi prolog k Brionom, kajti Brioni so bili šele nekoliko kasnejša faza vseh prizadevanj na mednarodni ravni, ki jih je vodil tedanji zunanji minister. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi prijatelji, z veseljem seveda povem nekaj o tistih časih. To, kar bom povedal, bo seveda nekoliko obarvano z osebnimi pogledi, z osebnim doživetjem. Prva stvar, ki bi jo rad povedal, mimogrede, je, da takrat seveda nisem bil še zunanji minister, ampak sem bil predsednik Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje, ker takrat smo bili še v Jugoslaviji in so bili nekateri naši kolegi, predvsem iz levice, zelo jezni, kadar smo sami sebe imenovali ministre, predsednike vlade in tako naprej, ker so smatrali, da se to ne spodobi.
No, najprej bi rekel to, da so bili Brioni tretji poskus discipliniranja Slovenije se strani Evropske unije. Mislim, da si ne bi smeli prikrivati tega dejstva. Dva poskusa sta bila predtem v Zagrebu. Tja sva potovala 29. junija in 30. junija s predsednikom Kučanom, drugič se nama je pridružil tudi Jelko Kacin. V Zagrebu smo se dobili zaradi tega, ker Brnik ni bil odprt in so seveda predstavniki Evropske unije trojka prileteli iz Beograda potem v Zagreb. To so bili nočni sestanki in Lojze Peterle ima prav, oziroma je natančno povedal, kaj smo se navsezadnje zmenili, da se tisti koraki, osamosvojitveni koraki, ki so bili že narejeni, ohranijo, da pa nadaljnih korakov naslednje 3 mesece ne bomo delali. To je bil efekt na koncu. Ampak na prvem sestanku v Zagrebu je Evropska trojka zahtevala s Van den Broekom vključenim v to, zahtevala, da mi se odpovemo osamosvojitvi. Ne da samo zaustavimo osamosvojitev, ampak da se jo odpovemo. In ta tema oziroma ta zahteva ali pa ta predlog je bil aktualen še na drugem sestanku v Zagrebu. Na teh sestankih, moram reči, je predsednik Kučan pa tudi sam, smo zelo jasno in odločno zastopali stališče, da pač nazaj ne gremo. Da tisto, kar je bilo narejeno, da smo se pripravljeni pogovarjati o tistem, kar bomo naredili naprej, ampak da nazaj nikakor ne moremo. No, tema dvema sestankoma je potem sledil sestanek s Genšerjem v Beljaku oziroma v Celovcu. Že spet neko letališče v bližini Slovenije, kajti Brnik ni bil sposoben sprejemati torej nobenih avionov in gostov in tako naprej, ker je bil zaseden oziroma ker je bil pač onemogočen. Torej v Beljaku, da bi lahko pripovedal anekdoto o tem, kako smo tja potovali z vlakom, računajoč na to, da bo mogoče na vožnji iz Celovca do Ljubljane že opraviti kakšne pogovore, da ne bi izgubljali časa, ampak potem te vožnje ni bilo, ker je seveda Jugoslovanska ljudska armada oziroma zvezno predsedstvo vedelo za ta sestanek in so ravno tempirali nekatere napade okrog Karavank ravno v tistem času. In se je potem Genšer premislil iz varnostnih razlogov, oziroma so mu svetovali, ne ostanemo v Avstriji. Genšer ni zahteval od nas ničesar. On ni imel enakega stališča kot trojka, on je samo poslušal in na koncu izjavil, da je situacija resna in da mora o tej situaciji poročati svojim kolegom, se pogovarjati s svojimi kolegi in tako naprej. Mi smo se uro pa pol pogovarjali v Celovcu, kot rečeno, bil je tam predsednik Kučan, bil sem tudi jaz, bilo je nekaj spremstva, ampak v glavnem politično sva bila navzoča midva. In Genšerja prepričala, da ima slovenska stran prav, kako pa ne bi bilo drugače. No, Genšer pravi v svojih spominih, da je po tem sestanku z nama s Kučanom še isti večer govoril z ameriškim državnim sekretarjem, da je govoril s kolegi iz Evrope, da je seveda govoril z Van den Broekom, da je govoril z Italijani, da je govoril z
skratka Francozi, Angleži, da je klical Hrda. In iz teh njegovih pogovorov je mogoče sklepati, da se je potem rodil sestanek na Brionih. Sestanek na Brionih je bil prav neke sorte zaključek tega prvega udarca oziroma prvega kontakta med Evropsko unijo in Slovenci. Bil je Brionski sestanek, ki je bil dejansko začetek slovenske zunanje politike, kajti takrat se je Slovenija pogajala z Evropsko unijo, s trojko Evropske unije. Zanimivo je bilo seveda to, da se je sestava te trojke s 1. julijem spremenila, ker, kot veste, se predsedovanje Evropske unije spreminja 30. junija oziroma 1. julija in ni bil več navzoč Gianni De Michelis, ki je bil eden od resnih, tako rečem, kritikov naše osamosvojitve in eden od tistih, ki si je prizadeval tudi, da bi to našo osamosvojitev nekoliko zaustavil. Potem so se stvari uredile, ker je vendarle zunanji minister poslušal, podobno kot pri nas seveda, svojega predsednika, ki je bil pa krščanski demokrat, in so se potem stvari uredile. No, ampak hočem reči, Genšer je režiral marsikaj, kar se je dogajalo po tem začetku. On je, mislim, da tudi izbral predsednika arbitražne komisije Badinterja, se o tem dogovarjal s Francozi. On je tudi izbral predsednika Haške konference Carringtona. Meni je po telefonu sproti razlagal, je rekel, jaz sem zbral nekega zelo, zelo pametnega Angleža, bivšega zunanjega ministra Carringtona. Mimogrede, to je pa zdaj Haag, to je pa že 7. september. Mi smo bili na Brionih 7. julija, mi praznujemo zdaj 28. obletnico tega sestanka. Temu sestanku na Brionih je potem seveda sledila še cela vrsta dogodkov, opazovalcev, tistih sladoledarjev oziroma tistih od poslancev Evropske unije. In seveda sledila so zelo pomembna dejanja. Sestanek zveznega predsedstva, ki je sklenilo, da bo Jugoslovanska ljudska armada zapustila Slovenijo. Potem je prišlo potem sva z Bučarjem enkrat rajžala v Beograd na sestanek s Ćosićem, ki ne bi bil kakor tajen, ampak je navsezadnje se o njem razvedelo. Ćosić je bil najin, ko ne rečem, osebni prijatelj, so bili pisateljski krogi. Ćosić je hodil v Ljubljano in mi smo hodili v Beograd na tiste pogovore o srbsko-slovenskih odnosih še pred osamosvojitvijo. Potem pa je Ćosić postal predsednik Jugoslavije, kot je znano, recimo sodeloval leta 1992 na londonski avgustovski konferenci v Jugoslaviji, ko je bila stvar že prav končana in potrjena. Ampak nekaj se mi zdi posebej pomembno. Peter Lojze govori o verodostojnosti Hansa van den Broeka. Jaz se s to oceno strinjam. Hans van den Broek je bil predsednik zunanje političnega odbora Evropske unije oziroma član Evropskega sveta. Takrat je bil Evropski svet sestavljen iz predsednikov vlad in zunanjih ministrov in on je bil prav najvišji predstavnik Evropske unije. On je poslal naši peterici, se pravi, poleg naju dveh z Lojzetom sta še dva pokojna, Bučar in Drnovšek in Kučanu, je poslal en listek, ki se boš spomnil tega. In sicer dopoldne smo imeli dva sestanka, enega z Jugoslovani, enega z Evropejci in potem je bil čas za kosilo. Po kosilu smo se usedli in dobimo ta listek.
prinesla ga je Henrietta van Noten, nikdar ne bom tega imena pozabil, ki je bila tajnica od Van den Broeka in rekla, to vam pošilja predsednik, vzemite ali pustite. In tam seveda so bile 4 točke, če se jaz prav spomnim, jih bom kar prebral. Prvič, mejne prehode nadzira slovenska policija, ki dela v skladu z zveznimi predpisi. Drugič, carine so zvezna pristojnost. Tretjič, na mejah se vzpostavi stanje, kakršno je bilo pred 25. junijem. To je bilo nekoliko v protislovju s prvo točko. In 4. točka, odpraviti je treba blokado vojašnic Jugoslovanske ljudske armade, vojska se vrne v vojašnice. Jaz se spomnim reakcije, morda me boš popravil, Lojze, Bučarja predvsem, ki je rekel, vsega je konc, stvar je zgubljena. Tudi Kučan je bil zelo slabe volje, ker je celo videti na sliki, tisti zgodovinski sliki. No, jaz sem bil en tistih, ki je rekel, smo sredi pogajanj, sej to ni res, da je to zdaj zadnja beseda. To so nam poslali zato, da bi se o tem pogovarjali. To, da so rekli, vzemite ali pustite, je pač neka uzanca. Ne? To smo še kdaj doživeli. Ja. No, kakorkoli, mi smo rekli, morda 1. pa 4. točka lahko ostaneta, 2. pa 3. pa treba spremeniti. Jaz sem se opiral na eno izjavo od Žaka Posa, ki se mi je zdela zelo zanimiva in zelo pomembna. Žak Pos je namreč rekel, da bi morali da bi moral biti režim na mejah evropski. Jaz sem takoj zastrigel z ušesi, kajti evropski režim na mejah pomeni, da je na meji policija, ne vojska. In potem se je to v tej resoluciji tudi našlo, ta formulacija, da bo režim na meji evropski. To je za nas pomenilo, da bo tam ostala slovenska policija in seveda je to pomenilo, da ne more biti stanje več takšno, kakršno je bilo 25. junija, ne? Oziroma, kakršno je bilo potem, ko so vojaki hoteli zasesti naše mejne prehode. Deklaracija na koncu je imela 6 točk, jaz jih ne bom bral, ker so splošno znane. Res je to, kar je v začetku rekel Aleš Hojs, da so nas imeli za izdajalce. Midva se z Bučarjem peljeva v istem avtu, zjutraj, enkrat zelo zgodaj, zjutraj je bilo, in poslušava radio. In tisti prispevek je bil ves intoniran v smislu, da smo izdali interese slovenskega naroda in so bila zelo, bi rekel, prizadeta z Bučarjem, ker se nama je zdelo, da smo vendarle ubranili pač tisto, kar je bilo doseženo in dejansko tudi smo. In tudi ta Brionska deklaracija je bila, da tako rečem, neke sorte vstopnica za poznejše priznanje in tako naprej. No, v parlamentu potem seveda 17. julija, če se prav spomnim, je bil ta, do 9. julija, zdaj pa res ne vem, pa največ nikti ni važno. Je bila ta resolucija potrjena? 9. Ja. No in potem smo, že spet se sklicujem na Hojsa, potem smo malo golfali. Jaz sem bil seveda glavna tarča pritožb s strani ambasadorjev iz Beograda, konzulov v Ljubljani in tako naprej. Kaj se je dogajalo? Mi smo na meji postavili napis Republika Slovenija, smo izbrisali Jugoslavijo, ne? In pride tiste, mislim, francoski predstavnik je bil, se ti spomniš imena? Ponce. Prav, vi ste prekršili dogovor iz Brionov, morate vrniti napise takšne obliki, kot so bili prvotni.
In sem jaz rekel, ja, kako je pa to mogoče, nimam pojma, kako je mogoče, da se je kaj takega zgodil, seveda bomo takoj to postavili nazaj. In potem sva se slišala z Bavčarjem in smo takole naredili. Povabili smo to občinstvo, da si ogledajo, kako mi zamenjamo tablo, ampak naslednje jutro je bila spet ta stara tabla tam. Skratka, malo smo se igrali in moram reči, da Ponce ni bil zoprn. Je bil zelo fair, zelo razumevajoč. Na vse zadnjega tudi ni zelo veliko to zanimalo ali pa ni bil prizadet zaradi takšne ali drugačne situacije. V glavnem, stvari so tekle relativno umirjeno po Brionih, takrat je potem vojska začela pakirati in koncu, kdaj je bilo oktobra, je potem odšla, kot rečeno. Septembrska haška konferenca, ki je bila prav napovedana na Brionih in je bila pravo nadaljevanje Brionov, mirovna konferenca se je imenovala v začetku, so imenovali mirovna konferenca v Jugoslaviji. Potem so pa tisti mirovna zbrisali, ker so ugotovili, da najbrž miru ne bo. No, tam na tisti konferenci v Hagu so se pokazale, takrat so vsi prišli s karto, kako se reče, s kartami na dan oziroma s svojimi načrti. Jugoslovanske republike so se razdelile na 3 dele. Slovenija in Hrvaška sta pač želeli oditi iz Jugoslavije, Srbija in Črna Gora sta želeli Jugoslavijo ohraniti, Bosna in Hercegovina in Makedonija pa sta želeli neko novo Jugoslavijo v obliki neke gospodarske skupnosti ali pa česarkoli podobnega, iz razlogov, ki so najbrž samoumevni. Obe republiki sta bili ekonomsko precej odvisni od zveznega proračuna in sta bili zaskrbljeni, kaj bo z njima, ne vedoč seveda, kaj vse se še pripravlja, predvsem kar se tiče Bosne. Tako da smo imeli 3 pozicije. Tisto, kar hočem povedati, je to, da je Evropska unija zagovarjala pozicijo Makedonije in Bosne in Hercegovine. Evropska unija je bila na nek način je branila, zagovarjala pozicijo Bosne in Hercegovine in Makedonije. Veliko nasprotovanje se strani Carringtona je bilo na račun Tudžmana. Tudžman seveda se je obnašal, kot se je on vedno znal obnašati, govoril je kar naprej o jugokomunistički, četnički bandi in tako naprej. Vsak stavek skoraj da je začel s to formulo. Tako da je enkrat Carrington mene vprašal in rekel, minister, povejte mi, s kom bi šli rajši na večerjo, s Tudžmanom ali z Miloševićem? Jaz sem rekel, težko bi se odločil. Pa je rekel, priznajte, da je Milošević dosti bolj zabaven. Skratka, ta vodenje tega haške konference je bilo precej, se mi zdi, je nihalo v smeri bi rekel, ohranjanja Jugoslavije v takšni drugačni obliki. Kaj se je pa potem zgodilo? Zgodilo se je to, da je Jugoslovanska ljudska armada po sklepu zveznega predsedstva zapustila Slovenijo in Slovenija ni imela več interesa sploh sodelovati na tej konferenci. Za nas je bila stvar takrat več ali manj gotova. In že spet kliče Carrington prav, lepo prosim, dajte še malo ostati, še kakšen teden ali pa 2, da pripeljemo to konferenco do konca. Če boste vi šli, potem je te konference konc. Dejansko je te konference bilo potem oktobra enkrat konc in so se pač stvari začele razvijati drugače. Slovenija je bila relativno uspešna pri svojih lobiranjih v Evropi, tudi v Združenih državah Amerike. Sam še en stavek rečem v zvezi z Združenimi državami Amerike. Združene države Amerike so bile zelo zadržane do slovenske osamosvojitve.
Baker je v svojih spominih napisal, da je on prišel v Beograd z naročilom konference, ki jo omenja kolega. To je bilo 91. je bila konferenca KVSE v Parizu in da je dobil tam naročilo, da naj pač pomiri Jugoslavijo in reši problem. Potem pozneje pa je Baker dal intervju, da so njemu prikrivali dejansko stanje, češ da so se Nemci pa Avstrijci za njegovim hrbtom menili Slovenci in Hrvati in on tega ni vedel in je rekel, kako bi bilo vse drugače, če bi on to vedel. Skratka, z drugimi besedami, da bi Amerika prej razumela problem in nas prej priznala, če bi bila dovolj dobro informirana. Jaz seveda mislim, da ta argument ne drži povsem, kajti bolj se mi zdi prepričljiv argument, da je bila Amerika takrat zaposlena z zalivsko vojno, s vsemi drugimi možnimi problemi in da je bila ta jugoslovanska situacija nekako ali tuja ali odveč in tako naprej. Mimogrede, Združene države Amerike so priznale Slovenijo 7. aprila 1992, Rusija je priznala Slovenijo februarja 1991, medtem ko Nemčija nas je priznala že pred Božičem 1991, Kohl je takrat rekel, smo bili pri njem, je rekel, dajte povedati vašim družinam, da lahko pričakujejo dobro božično darilo. Skratka, da bo Nemčija nas priznala, čeprav diplomatske odnose je potem vzpostavila istočasno kot druge evropske države 15. januarja. Tista zgodba z 16. decembrom v Bruslu je tudi zanimiva, če bo čas, bom potem pozneje o tem govoril. Hvala. Hvala lepa. Zanimivo, kar se tiče Amerike, Jovič piše v teh spominih o svoji oceni in pravi, Američani so za ohranitev celovitosti, ampak če pa se je treba odločiti med celovitostjo pa demokracijo, bodo zagovarjali demokracijo. No, to tudi Baker pravi, ja. Lojze, mislim, da je bila zadnja beseda do facts. In zdaj smo videli, ustvarjali smo dejstva in delali naprej. Pogovor pa Rigelbergerju, za katerega pomnimo, da je bil en mandat ali celo več veleposlanik Amerike v Jugoslaviji, je bil težak. On je cinično zavračal naše politične argumente za osamosvojitev. Ko sem mu povedal, da je Milošević ukradel iz centralne banke toliko in toliko denarja, mislim, da je šlo takrat za okrog 200 milijard, in je Marković to zvedel šele 11 dni kasneje, šef zvezdne vlade, je Igelberg imel take hitre reakcije. Je rekel, če je pa tako, pa razumem, da vi ne morete s temi ljudmi živeti v isti državi še naprej. In pa na koncu tega pogovora sem jaz potem rekel, kaj pa je vaš nasvet po vsem tem pogovoru, in potem je to rekel, do facts, se ko bomo. No in tudi smo, sveda. Ampak jaz bi rad zdaj skočil en mesec naprej od Brionov. Jaz sem takrat, mi smo takrat pisali pisma predsednikom vlad, ministrom in tako naprej. Se ne spomnim prav veliko odgovorov, ampak prišel pa je odgovor, ki je bil zelo pomemben, in to je bilo Kohlovo, se pravi vabilo kanclerja Kohla na pogovor v njegovo poletno, ne bi rekel rezidenco. On je v eni hiši prebival vrsto let v St. Gilgenu pri Wolfgang See na Salzburškem.
In tam sva se 16. avgusta, se pravi en mesec po Brionih, dobila. Priča je bil Gerd Bacher. Včasih je gospa prinesla malo kave, mislim, Kolova gospa. In jaz omenjam ta datum zaradi tega, ker je tudi v naših krogih v Demosu je dolgo prevladovala bojazen, da gre samo za pridobivanje časa in da želi Evropska zveza dejansko restaurirati zgodbo oziroma ohraniti Jugoslavijo tako ali drugače. Ampak tisti pogovor pri Kolu, bi rekel, je mene zelo pomiril, kot me je že tisti 1. julija leta 90 na Kongresu Demokrščanske internacionale, ko je Kol sam želel pogovor na 4 oči. Namreč, veste, kaj je bil naš ali moj problem? Da mi kot politiki nepriznane države nismo imeli dostopa enakopravnega na odre. Preko tako partijske ali strankarske internacionale pa sem jaz lahko nastopal na konferencah, omizjih in tako naprej. In to je bila pač dobra prilika. In on je takrat rekel 1. julija 90 v Budimpešti, če smo Nemci uporabili pravico do samoodločbe, je ne moramo zanikati vam. Je rekel, sam povejte mi, kako se lahko izognemo eksploziji soda smodnika na Balkanu. In mi smo ves ta čas govorili, da naša volja po svobodi ne ogroža nobenega. No in v tem St. Gilgenu sva šla potem, Kol je takole začel, je rekel, jaz razumem, da si Slovenija želi čim prej priznanje. Je rekel, Slovenija sama zase ni problem, je rekel, jaz vidim vaš problem kot rešen, je rekel, ampak mi moramo rešiti širši kontekst. Je rekel, mi se moramo zmeniti, kaj bomo s Hrvaško in z drugimi naredili. Je rekel, vas prosim, da niste neučakani, da malo potrpite in se bodo zadeve zgodile. Potem so šla od države do države. Recimo, jaz sem mu izrazil pričakovanje oziroma željo, da bi recimo, takrat je bila še Češko-Slovaška, med takovanimi slovanskimi državami prva priznala Slovenijo. Je rekel, kot jaz razumem situacijo, ne bo in tudi ni. A veste, katera je bila potem med takovanimi večjimi slovanskimi državami prva? Ukrajina. Jaz sem moram reči, da sem se takrat čudil, ker z Ukrajino pa le nismo imeli takih vezi, kot smo jih imeli po srednji Evropi. In ko sem bil tam na uradnem obisku, sem se ministru zahvalil za to, rekel, močno gesto in sem rekel, kako pa to, da ste vi to naredili ta prvi? Je rekel, Kol nas je poklical. Zelo enostavno bi rekel, moram reči, nisem prej tega vedel. Skratka, dejansko, jaz bi rekel, s parimi procenti razlike se je stvar čez 5 mesecev zgodila tako. Meni manjka še nekaj podatkov o tem, kaj se je dogajalo med Kolom in Janezom Pavlom II. Janeza Pavla II. Sem imel čas srečati v Castel Gandolfu, potem, ko sem srečal zunanjega ministra Torana, ki je bil zelo pozoren, tudi protokolarno zelo pozoren. Sprejemil me je, so rekli uradniki, kot že dolgo nobenega. Mislim, on je pokazal vse pozornosti možne, je pa rekel, veste, Vatikan vas razume, Sveti sedež vas razume, ampak ne računajte, da bomo mi ta prvi, tudi ta zadnji ne bomo, ampak nekje na sredi vas bomo priznali tudi mi. No, ampak tista 2 dni razlike, da je Vatikan to naredil 2 dni prej kot Evropska zveza, jaz mislim, da se to ni zgodilo iz neke posebne želje Svetega sedeža, da koga prehiti, ampak jaz razumem, da je bilo to vse skupaj v neki strategiji, tudi zato, ker Sveti sedež z vsemi nunciaturami po svetu
bi rekel, ima politično pa tudi neko, bi rekel, moralno vlogo, tako da jaz mislim, da je tisto priznanje 2 dni prej okrepilo ves ta proces, ki je bil v osnovi, bi rekel, dogovorjen. In bi rad še tole dodal, Kohl je dobil ta zadnji med velikimi imeni slovensko najvišje državno odlikovanje. De Michelis ga je dobil skoraj prvi. Zelo zgodaj, ker sem ga tudi jaz dobil takrat za izmenjavo. Jaz sem po zaslugi De Michelisa dobil tudi državno odlikovanje, ampak o tem drugič in kje druge. No in jaz sem potem vprašal, zakaj Kohl tega ni dobil, ki je bil na koncu dejansko ključna oseba. Jaz sem že prej Moka omenil, ampak v svetu je močno vlogo odigral Kohl in potem je dobil to najvišje državno odlikovanje in mene je potem Drnovšek pooblastil, da sem ga nesel k njemu v Berlin, ker je imel on težave z zdravjem, ni mogel v Slovenijo. In sem ga potem vprašal, kako je bilo s Francijo. Je rekel, veste, Francija, je rekel, Mitterrand sploh ni bil problem, čeprav je trdo postavil na začetku in rekel, samo preko mojega trupla. Je rekel, resen problem so bili Britanci. In to ni težko verjeti oziroma razumeti. Tako da, seveda, jaz bi še to rekel, da je mednarodno priznanje, kot smo to že v kakšni drugi priliki rekli, je krona projekta, brez tega bi mi poslovali zelo drugače. Vidimo države, ki ne dosežejo širokega ali močnega priznanja ali ne strani ta glavnih in vemo, kakšne težave iz tega izhajajo. Tako da jaz sem se tle še veliko enih detajlov napisal, ampak mislim, da ni potrebno. Je zanimivo to, kar si prej Dimitrij povedal na temo Avstrije in Nemčije oziroma Bakerja. Jaz vem, da je bila zelo tesna relacija med Mokom in Kohlom. Avstriji je šla taka Jugoslavija, kot je bila zelo na živce. Oni so si zelo želeli spremembe, ampak zame je ključno to, da je bil, gotovo ni bila cela Evropska zveza takrat, oziroma takrat je bila to še skupnost, na isti ravni, ampak en mesec po Brionih, ko smo morali mi še 2 meseca se držati nazaj, je imel Kohl povsem jasno strategijo in v tem duhu so se stvari potem tudi odpeljale. Torej, on je bil realist in ni računal čist nič na kakšno obnovo, on je vedel, da je konc, po domače povedano. Gospod Rupel, če še vi za konec. Lahko bi odtle ostali do 9 zvečer, ampak 2 stvari bi rad dodal. Prvič, kar se tiče naših občutkov glede možnosti za mednarodno priznanje in sploh za uspeh osamosvojitve, torej ta občutek dobrih možnosti se nama je zelo izratom, če se prav spomnim, izboljšal po sestanku z Jelcinom. Midva sva bila pri Jelcinu maja meseca 1991, skratka pred deklaracijo o neodvisnosti. In mi smo vedeli, da so Rusi en tak negotov faktor v Evropi in da obstajajo tesne povezave med Srbi in Rusi. No, po tolažu je Jelcin rekel, veste, Sovjetska zveza bo razpadla in Rusija bo postala samostojna država. In seveda iz tega je bilo mogoče sklepati, da pravzaprav tisti, ki so računali na rusko pomoč v tej jugoslovanski krizi, so se zmotili oziroma so pač to planirali nekako v neskladju z generalno situacijo. Druga stvar je Igelberger. Igelberger
je bil najprej pomočnik zunanjega ministra, državnega sekretarja. Ne? In kot pomočnik generalnega sekretarja, Baker je bil državni sekretar, kot pomočnik je bil on z nami strožji kot potem, ko je postal zunanji minister. Kaj se je zgodilo? Baker je postal šef volilnega štaba Georgea Busha starejšega in je pustil mesto zunanjega ministra Eagleburgerju za par mesecev, potem se je konec leta 1992 vladavina Georgea Busha starejšega nehala. In Eagleburger je potem nekako, ko smo večkrat k njemu prišli, postajal vse bolj človeški in vse bolj normalen. Jaz se spominjam ene epizode, ene anekdote. On je bil težek kadilec in je imel zaradi tega tudi velike težave s pljuči, z dihanjem in kupenih težav. In so mu prepovedali kaditi. On ni smel nič kaditi. Jaz sem pa takrat kadil. In ko sem prišel k njemu, je rekel, a imaš kakšno cigareto? In jaz sem podal eno cigareto in si pridobil velike simpatije pri njem. Zdaj pa, samo še nekaj. Kontekst. Brioni so bili prvi dogodek, ali pa če hoče, prvi tip reševanja jugoslovanske krize. Rešila jo je, ko je šlo za Slovenijo, Evropska unija. Treba najbrž priznati. Dayton, nekaj let zatem, 1995, to se pravi konferenca, ki je bila posvečena problemom Srebrenice, Bosne in Hercegovine in tako naprej, Mladića. V Daytonu so morali poseči vmes Američani. Medtem se je tudi osnovala tista kontaktna skupina za kontakt grup, ki je vsebovala poleg Američanov, Rusov, tudi Francoze, Italijane, Nemce, Angleže. In za rešitev torej Bosne in Hercegovine je bil potreben Dayton oziroma vloga Združenih držav Amerike. Za Rambouillet, to se pravi leta 1999, ko je šlo za srbsko-kosovski konflikt, oziroma to kosovsko-srbsko fazo jugoslovanske krize, pa niti sama Amerika ni bila več zadost, ampak je bilo treba vključiti NATO. Kot veste, je NATO po propadu konference v Rambouilletu bombardiral Beograd. In to je bil prav odločilna faza torej reševanju jugoslovanske krize. Pa še nekaj. Vedno omenjam, kadar govorim študentom, tudi Ohrid. Ohridska konferenca se je zgodila leta 2001. Takrat je bilo videti, kot da je jugoslovanska kriza že končana, vendar ni bila. Takrat je prišlo do konflikta med Makedonci in Albanci v Makedoniji. In medtem, ko so vse druge konference na nek način postavljale meje, nove meje, ali pa popravljale meje, ali pa je šlo za ozemeljske rešitve. Recimo v Daytonu so razdelili Bosno in Hercegovino na 2 oziroma 3 dele in tako naprej. Ko je Slovenija odšla iz Jugoslavije, je bila Jugoslavija pač manjša za eno Slovenijo. Ko je odšla Hrvaška, že spet je bil to ozemeljska rešitev. Na Ohridu je pa prišlo do delitve ne ozemlja, ampak oblasti. In v tem smislu seveda je bilo to zelo zanimivo, ker so se seveda pod vodstvom Trajkovskega predsednika tedanjega, so se Albanci in Makedonci zmenili za delitev oblasti, za neke določene kvote. Toliko Albancev mora biti v policiji, v pravosodju in tako naprej. Kako se sestavljajo koalicije, je bilo tudi določeno in tako naprej. Skratka, to so bile različne metode reševanja jugoslovanske krize. Pa še ena stvar, najbrž bi moral reči. Upam, da se bo kolega Peterle z mano strinjal, da je bila Slovenija takrat uspešna. Bila je uspešna, navsezadnje mi smo od deklaracije o neodvisnosti do mednarodnega priznanja rabili 1 leto približno. Jaz mislim, da je bila Slovenija uspešna tudi zaradi tega, ker je imela pravilno
primerno politično strukturo. Demos je bila primerna politična struktura. V tem demosu so bili noter konservativci, so bile sredinske stranke, liberalci, krščanski demokrati in tako naprej. In prvič zeleni v Evropi. In tudi zeleni. In ta kompozicija je seveda bila zelo prepričljiva za naše mednarodne stike. Če bi bila v Sloveniji neka samo levičarska vlada, jaz mislim, da bi bila mnogo večje težave, kajti socialisti so bili zagovorniki ohranjanja Jugoslavije. Mi smo v bistvu na prave strune, da tako rečem, igrali in seveda smo imeli tudi to srečo, da smo se sami znali na nek način primerno organizirati. Naši socialisti, komunisti so bili seveda zelo prestrašeni takrat, da bo res prišlo do samostojne države. Oni bi si želeli, da bi ostala Jugoslavija in res bi ostala, če ne bi bila ta kompozicija takšna, kakšna je bila. Ja, jaz se s to oceno strinjam. Danes bi se mogoče marsikdo čudil, ampak recimo Mitsotakis, takratni premijer Grčije, krščanski demokrat, je bil eden od prvih, ki je bil za. In takrat je imela krščanska demokracija v svetu večino. In v tem smislu, bi rekel, smo imeli srečo s sovpadanjem, bi rekel, da je struktura v Sloveniji takrat sovpadala z prevladujočo sliko v Evropi in smo imeli kredibilen status. Bi rad pa še dve opombi dal. Sem vesel, da se je omenil Badinterja. Mi dva sva se z njim srečala potem v Evropski konvenciji tudi in smo se kdaj kaj pogovarjali, kako je bilo. Namreč to, da je njegova komisija izumila oziroma uporabila besedo razdružitev, ne secesija, imela pomembne posledice, bi rekel, politične in pravne, in mislim, da se danes Škoti malo zanimajo za ta model. Pa še en zanimiv podatek. Igelberger mi je povedal, da je on začel kariero v pisarni Johna Blatnika, Slovenca. Tako da čas zanimivo dejstvo, takole srečaš. Tako da jaz sem vesel, da smo to rundo opravili na tak način in še enkrat bom rekel, treba je bilo razumeti nasmeh zgodovine. Če bi samo čakali, se ne bi zgodilo. Treba je bilo. Potrebna so bila dejanja, potrebno je bilo, da je politika naredila svoje, diplomacija svoje, vojska svoje in mislim, da smo istočasno rečem srečkoti vseeno. Hvala lepa, s tem bi zaključili ta pogovorni večer. Mislim, da smo vsi osvetlili dogodke, ki so bili zelo, zelo pomembni in v mnogo čem začrtali našo pot naprej in v bistvu tudi opominjajo na to, da moramo biti hvaležni tem dosežkom in skrbeti za to, da jim ostajamo zvesti in gradimo na tem svojo pot naprej. Hvala lepa vsem za udeležbo in lep pozdrav.